eno desetletje je minil, oziroma kakšno leto več od ustanovitve, pa me zanima, če bi šel nazaj, a bi kaj spremenil? Kaj bom pregovor, da po vojni je lahko biti general. Ja, ne, itaka, ne, če bi šel nazaj, pač bi bili ful bolj agresivni v marketingu. Mislim tudi zdaj, na koncu zanimivo, ne, pač za valuation, ne. Jaz sem skozi gledal, firma mora biti profitabilna, EBITDA, marža, kakšna je, ne. To mi je bilo ful pomemben in sem bil kar malo razočaran, ker v celem prodajnem procesu, ne, me sploh ni noben nikoli vprašal po profitu, ne. V bistvu samo tako active users, active restaurants, active couriers, tako pač ni bilo, profit ni bil nobena metrika za valuacijo, ne. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrivamo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes en zelo poseben posameznik. Lepo pozdravljen, Borut. Zdravo. Zdaj, Borut Markelj je ustanovitelj in pa CEO e-hrane. Dajmo ga malo predstaviti, ker zgodba, ki jo on piše s svojima dvema partnerjema, je res fantastična. In jaz se že veselim, da danes pokukamo v njegovo razmišljanje, v njegove možgane in da nam v bistvu predstavi, kako sploh izgleda, kaj ti postaviš platformo, ki je ena največjih v Sloveniji. Tako da, pojva malo čez tvojo kariero, malo pogledati tvoje izkušnje. Zdaj, ti si zaključil magisterij na Univerzi v Ljubljani, fakulteti za elektrotehniko. Imel si različne zaposlitve, nato pa si septembra 2010, se pravi, si bil zelo že zgoden, ustanovil e-hrano skupaj z dvema partnerjema, Jernejem Janežičem in pa Žigo Lesjakom. Marketplace ste takrat poštartali 2011, lastno dostavno službo 2017 in e-hrana je bila najbolj ocenjena mobilna aplikacija v Sloveniji zelo, zelo dolgo časa. Wow. Mislim, da je še zmeraj. A verjetno še zmeraj, Ja. super. Ustanovil si tudi podjetje 5Logic in pa 3Logic in družba 5Logic se ukvarja z razvojem celostnega logističnega sistema za upravljanje flote dostavnih vozil na poziv z imenom Alpha Fleet. Alpaka Fleet. Ti si podkovan zelo, zelo močno v programiranju, marketingu, vodenju projektov, razvoju spletnih in mobilnih platform, si tudi mentor na Startup Slovenija in pa izjemen podjetnik. Tako da dobrodošel. Hvala za ta introduction. Zdaj, prvo vprašanje, ki ga jaz zmeraj vprašam moje izjemne poslušalce je, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, si bil že takrat tak podjetniški, si že takrat hotel inovirati, spreminjati, si rekel, jaz bom postavil eno izjemno platformo. A ta vprašanje se najbrž navezuje zato, ker smo s founderji Jernejem pa Žigatom se spoznali v gimnaziji. Ampak ne, sigurno, v gimnaziji nisem razmišljal o podjetništvu. Ni bilo to nikjer na mojem roadmapu. No. Mislim, da smo bili čisto normalni gimnazijci, pa se ukvarjajo takrat z gimnazijskimi stvarmi. Daj mi povej, zdaj, pripeljati platformo do tega, da imate več kot 270,000 uporabnikov, 500 partnerjev, več kot 250 članov ekipe, so res zelo, zelo visoke številke za Slovenijo, ki ima samo 2 milijona prebivalcev. Pa me zanima voditi tako izjemno platformo, izjemno ekipo, mora zajemati kar veliko časa. A imaš ti kakšno posebno rutino, imaš kakšen skriven recept, kako se organiziraš, se ti pripraviš v nedeljo za ponedeljek? A imaš kakšen tak recept, kakšno posebno rutino? Ja, zdaj si jih več razvijam, no, sploh zdaj, odkar smo Glovo, no, je pač treba več organizacije, ker smo vpleteni v večjo strukturo. Na začetku pa ja, dokler smo bili samo trije, ne, je ta komunikacija bila zelo enostavna. Vsi smo sedeli za isto mizo in to je bil pretok informacij v bistvu 100%. Ne. Ja, drugače edina rutina, ki imam, pač hočem čim več Google Calendar uporabljati, ne, pa ja, to je ena taka, si omenil, no, v nedeljo zvečer sigurno si pripravim cel teden, kako bo izgledal. No. Ful dobro. Daj mi povej, zdaj leta 2010 smo, Slovenija je kakšen korak zaostaja za bolj digitalno naprednimi državami in vi 20 leta se pogovarjate in rečete, dajmo postaviti platformo za dostavo hrane. Kako je prišlo sploh do te ideje? Wow. Ja, v bistvu to. Žigatom so bila na Erasmus izmenjava v Münchnu, tehnična univerza v Münchnu in tam so bila velika uporabnika Pizza.de portala in ko so prišli nazaj v Slovenijo, take storitve ni bilo, se nam pa zdela tehnična rešitev kar v redu, tako gremo povezati pač z neko digitalno
platformo uporabnike pa restauracije in smo začeli čisto kot študentski projekt. No. To je bilo pač poleten job, namesto da bi delali za nekoga drugega, smo v bistvu začeli to razvijati. In tudi takrat smo si predstavljali, ok, 3 mesece tole naredimo, ali pa bo računalniki pa serverji delali za nas in bomo pač sam še služili denar. Tako da tukaj smo prvo spoznanje, pač, da podjetništvo in podjetja so živa stvar in da v bistvu je to konstantno nadgrajevanje, ne, ali je pa propadanje. No. Tako da tukaj ni, da bi kar nekaj naredil, pa pol bi to kar laufali in rastali naprej. Kdaj ste pa potem ugotovili, da je to preraslo iz neke ideje oziroma poletnega dela v dejansko pravo službo, v podjetje, ki ima izjemen potencial? Ja, smo rabili kar nekaj časa, zato ker itak smo celo platformo bootstrapali, ne, se pravi z lastnimi prihranki, pa potem z lastnimi prihodki, ki smo jih generirali. V vmesnem obdobju, v bistvu skoraj 4 leta, no, je Žiga še dokončal doktorat na fakulteti za elektrotehniko, jaz sem se zaposlil tudi v Heli Saturnus kot projektni vodja v automotive industriji in šele pol smo generično videli, da se tudi v tujini dosto dogaja na tem področju food deliveryja, pa zmeri več smo tudi mi opazili, koliko imamo returning uporabnikov in s kakšnim majhnim inputom vse to kar lepo raste. Ne. No in pa smo v bistvu, to je bila kar pomembna odločitev, pač quitati job, ne, pa se pol 100% dedicatati. Takrat je bil ta, bi rekel, milestone, ki je bil to dober message za ekipo, pa za trg v bistvu tako, da zdaj smo pa all in. Ful dobro. Pršo je Glovo. Zdaj, vsi vemo, da je v Slovenijo prvo prišel Volt, potem pa je prišel še en velikan, se pravi španski unicorn Glovo in tukaj je v bistvu e-hrana dobila še dodatna krila. Dej nam malo predstav to zgodbo, kako sploh pride, da ti spoznaš enega tazga giganta, kot je Glovo. Sam da malo številk še navedem. Zdaj, Glovo je španski startup, prihaja iz Barcelone, danes ima več kot 10 milijonov uporabnikov, tudi v aprilu je prejel novo rundo $450 milijonov, ima več kot 95,000 kurierjev in je prisoten v več kot 23 državah in več kot 100 mestih. Tako da, kako padeš na zemljevid enega Glovota in kako potekajo sploh ti pogovori? Ja, na koncu je kar vse zgodi, tako kot vedno, ne, ampak so pa predpriprave bile sigurno. Ne. Jaz sem bil v kontaktu s temi CEO-ji ali pa s kakšnimi expansion managerji že prej. Ne. Jaz sem videl, da se dosti dogaja na konsolidaciji trga. Ne. Tudi tukaj je v bistvu, vsi trgi se potem pol nekako na 2-3 playerje skrčijo. Ne. Tako da ja, tukaj smo bili že prej v navezi in potem, ko so na Glovotu objavili novico, da so prodali Latinsko Ameriko in se bodo fokusirali bolj na rast v Evropi, se mi je zdela pač ta prava priložnost in takrat je bil pol takoj mečno. In pol so pogovori začeli teči, ampak je pa res ta M&A proces dosti težji, kot sem si na začetku predstavljal, ker ni toliko lahko prodati podjetja, ne, moraš najti v bistvu, tvoj podjetje mora biti pripravljen, pa še lih v enem trenutku moraš tudi najti nekoga, ki je pripravljen tudi zakupati. Ne, lahko da bi on bil pripravljen, ampak lih ne v tistem trenutku, pa bi se pa kaj spremenila. Ne? Ampak ja, je postopek, ki je trajal nekih 8 mesecev. Jaz sem mislil, ok, to bo pač v parih mesecih konec, ne? Ampak ja, prvi e-mail je bil izmenjan recimo 1. oktobra, pol nek term sheet, neki grobi pogoji prodaje, lih 2 dni pred Božičem smo se hecali, da smo si darilo zrihtali, pa šele v bistvu maja ta signing date, pa je pa še v bistvu nek period vmes do closinga, ne? Da se vse še pravno formalno izpelje. Ful dobro. Ti mi povej, se pravi, pred tem dealom z Glovotom je vstopil Volt na slovenski trg. Kako ste vi trije takrat reagirali? Kakšna je bila vaša reakcija? Ste se ustrašali? Je v bistvu to dobro, da pride še ena konkurenca, ki je precej močna? Ja, v določenem trenutku v času nikoli ne veš, kaj točen je dobro, ne? Ker ne veš, to poteka razvoja dogodkov naprej. Ne? Če zdaj pogledam, je pač to bila ful voda na mlin tudi nama. Ne? Trg se je zaradi internacionalnega konkurenta ful bolj razvil, ne? In tudi mislim, da smo mi dobili dosti boljšo evaluacijo na koncu, kot bi jo, če bi bili čist solo playeri tukaj. Kakšna je bila naša reakcija? V bistvu zanimivo je bilo, da sem že prej opazil v biznis registru, da je Volt ustanovil legal entity v Sloveniji, čeprav še niso začeli z nobenim rekrutingom. Ja, in takrat je bila itak ta reakcija, ok, kako se lahko mi najboljš pripravimo, ne, itak bo to
David proti Goljatu, kako lahko izkoristimo ta naš local presence, local brand, ne vem, kaj treba še izboljšati, da bi čim bolj zaprli ta gap. Čeprav vemo, da je težko konkurirati, ne vem, recimo 6 developerji proti 300. Kar se meni zdelo zanimivo, pa kjer sem se dosti naučil, takoj, ko sem to izvedel, sem se zapeljal v Zagreb, kjer so oni že operirali. In tam je bilo zanimivo, ker sem jaz pač hotel čim več informacij izvedeti in sem jih v bistvu dobil dosti hitreje, kot sem mislil. 100 kun sem rabil za natakarja v enem restauraciji, za vse print screene, tako v bistvu mi je predstavil sistema, pa tudi kurirja sem pa pač isto komod ustavil na cesti, pa mi je tudi vse razložil. Tako da to je bil prvi tak insight, ko sem rekel, ok, treba se pripraviti, te stvari so sigurno ful boljše, ki jih imamo misli, da je porihtane. Tako da ja, pa kakor smo lahko zrihtali smo, drugo pa pol sprotoma. Daj nam malo opiš to vašo pot oziroma tvojo pot kot CEO pa ustanovitelj E-hrane. Od enega oziroma 3 zaposlenih na koncu do flote 250 oseb, 270,000 uporabnikov. Kako je izgledala ta pot? Jaz verjamem, da ni bilo zmeraj vse lepo, da je bilo ogromno nekih izzivov. Tako da daj nam malo predstav, kakšna je pol ta slika, ki je ne vidimo v ozadju. Ja, sigurno so pač trenutki, ki si rečeš, zakaj zdaj meni tega treba. Boljš bi bilo, da bi imel eno pogodbo za 40 ur na teden, pa je to. Ampak ne, so pa tudi drugi full rewarding trenutki, ker pa takrat pa pač vidiš, da je to bilo vredno preživeti. Sploh recimo ta signing na koncu, to je bil tako dober feeling, da sem v enem intervjuju mislim rekel, da sem imel občutek, da imam vsak dan rojstni dan. Ampak to zato, ker me je toliko veliko ljudi kontaktirali, pa sprašvali, pa čestitali, tako da to je bilo res, ta reward na koncu je bil res super. Kar se pa tiče zdaj vodenja ekipe, lih v eni knjigi sem prebral, da moraš v bistvu know enough about a lot, tako nekako. In tako se meni zdel tudi ta moj potek, sploh na začetku sem jaz v bistvu, prvo prodajo sem jaz naredil, pa prvih par restauracij sem jaz on boardu, tudi marketing, Google AdWords, Google Facebook, takrat 2010 to je bilo pač ful pocena, če zdaj razmišljam, zakaj nismo še več takrat investirali v to, ampak sem tudi jaz začel, tako, v bistvu sem tudi Jerneju pa Žigatu pomagal pri programiranju, tako da se mi zdi, da imam ful širok spektar tako področji, ampak ja, takoj pa ugotoviš, da ti nisi dovolj podkovan, da dosti boljš v bistvu pol zaupa to strokovnjakom, ampak ja, če bootstrapaš, ti te možnosti nimaš, pač lih tukaj se mi pa zgodil ta mind shift, jaz sem zmeri ta bootstrapping dojemal kot ta pravo podjetništvo, se pravi, ti z lastnim znanjem nekaj ustvarjaš, generiraš prihodke, s tem sponzoriraš svoj razvoj pa nadaljno rast, ampak zaradi tega si dosti počasen, in tukaj se mi zdi zdaj investicije zelo primerne, ker lih zaradi tega lahko ti v bistvu pač ful dober kader dobiš day one, drugače moraš pa iti čez to, čez to težavo, da moraš ti v bistvu na začetku začeti vse, tudi če je slabo, pa se pol izboljša. Daj mi še povej, ko ste vi trije ponovadi, ki imamo več founderjev, so včasih tudi vsak startup ima neke izzive in vemo, da danes statistika o startupih, ki se ustanovijo, ne kaže najboljš, nekje 9 od 10 jih propade. Vi ste eden izmed teh, ki vam je blazno dobro uspel. Kako ste si vi takrat, vi trije, razdelili vloge? Ja, to je ful pomembna tema v bistvu. Ta solastništvo na začetku, to bi poudaril, že se mi zdi takrat čisto na začetku se vidi, če je že ta družbena pogodba nek zapleten proces, če se ti tam delaš pa ne vem, cel teden, pa že takrat se po mojem vidi, da bojo te problemi sam še večji v prihodnosti. In tudi zdaj, ko razmišljam, kako smo se mi zmenili, ja, edino je bilo logično tretjine, pač sploh ni noben pomislil drugače. In tukaj se mi zdi, da smo se res ful dobro mi ujeli, Žigatom pa Jernejem, in da je to pač ključ tega, da smo 10 let to uspešno vodili. Ker ni pa, pogovarjal sem se pa s podjetniki, ta v bistvu solastništvo 3 founderjev se mi zdi zelo zapleteno in ga v bistvu ne bi priporočal. Pač se mi zdi, sam je težko biti, 2 je najboljš zato, ker v bistvu imaš skozi nek backup, pa lahko nekoga, ki vprašaš, pa imaš res neke pogovore z njemu, pa 2 se tudi teže skregata, ker če si 50% lastnik firme, to je v bistvu tako, da si poročena, veš, tudi če prije do enega zapleta,
mogoče bo par dni slabe volje, ampak na koncu boste mogli priti skupaj, ne, ker je pač to v skupnem interesu. No, za tri je pa lih ta problem, da če sta dva preveč podobna si med sabo, pol ta tretja, ne, vedno izvesti pri vseh odločitvah. Ne. In tukaj imam par kolegov pa znancev, ki so štartali tako zgodbo in njem pač odstopil, ne, ker je rekel, pač jaz skle nimam besede. Ne, ker v bistvu s 33% ti lahko, če pride do nekega zapleta, vedno pač izgubiš. Ne. Ja, pa če pa spet več founderjev, ne, pa pač že skoraj demokracija, ne, pa mogoče imaš enkrat ti zdravo nekaj, pa enkrat drug, tako se mi zdi pa lažje spet, ampak 3 je lih ta kritična meja. Ampak ste se pa v bistvu lepo razdelili vloge. Ti si pokrival kot direktor. Ja, Žiga pa Ernesta pa prevzela razvoj. Super. To je bilo v redu. Daj mi povej, kako ti zdaj v enem članku v Dnevniku si izpostavljal malo, kam gre ta tehnologija in si rekel, da čez 5 let bodo hrano verjetno dostavljali roboti. Kako ti gledaš na tehnologijo? Kam vidiš, da gre razvoj teh platform? Ja, ta naslov je malo udaren, po mojem sem nekje tako rekel, pa je pol bil kar naslovnica takoj. Ampak ne, hrano dejansko že dostavljajo roboti, a ne sem pač ful omejen obseg. Se pravi, 1-2 startupa sta ful dobra na tem področju, KiwiBot pa Starship. In tako, ko je korona pospešila številni razvoj, ne, je tudi ta KiwiBot pa Starship, oni so bili omejeni na ameriške kampuse na začetku. Kar se pa v bistvu lanskega poletja zgodilo, je pa pol, da je San Francisco v bistvu tudi spremenil zakonodajo, da lahko te mini robotki vozijo tudi po pločnikih. To gre pa v bistvu za take res fulušne robotke, tako nekih 6 koles imajo, pa pelje se 10 km/h po pločnikih. Vspred ima je nek displej, če se jim nastaviš na pot, te lepo prosijo, hej, ja bi se mi prosil omaknil. Tako pač. Se mi zdi, da je eno, pač tukaj sigurno bo neka pot za nadaljni razvoj, ker tudi stroški teh storitev, ne, so večini povezani s tem dostavnim delom, ne, pa HR-om na tem področju. V bistvu dosti podoben kot Uber, ne, kjer je v bistvu od celega poslovnega modela pač glavni kost na koncu ta driver. Ne. Zdaj, pri vas je bila v bistvu odzadaj še ena magična rešitev in to je ta vaš algoritem. Daj nam malo to predstav, ker to je v bistvu še nek side produkt oziroma, ker ste ga razvijali kar nekaj časa in ste v bistvu ogromen oziroma izjemno rešitev ven na koncu plasirali. Ja, tukaj, to je bil en ključnih gradnikov, ne. Pač, ker ta food delivery se je začel kot marketplace, ne. To v bistvu z programerskega stališča dosta enostavno, ne. Pač neka platforma, kjer združiš vse ponudnike na enem mestu in v bistvu kar tvoja naloga je, da v bistvu pošleš ta naročilo v elektronski obliki na njegovo napravo v restavraciji, ne. No, tukaj se je pa ta kompleksnost tega poslovnega modela ful povečala, ker smo pač ni bilo sam two-sided marketplace, ampak se v bistvu je še povezava s celo kurirsko floto, ne. In da to upravljaš, pa ni druge rešitve, kad da imaš nek res advanced scheduling pa routing rešitev, ne. In ja, tukaj bi rad poudaril, da smo s toliko majhnimi resursi, no, pa Žigatom pa Jernejem predvsem kle na čelu pač bili sposobni to razviti, no. To je bila v bistvu glavna dodana vrednost tukaj in tudi to, da mi je sploh omogočilo priti do te točke. No. Ker ja, tukaj je velik preskok, ne, tudi v programerskem znanju. Tukaj smo, Žiga recimo je doktor znanosti, pa potem smo še enega doktorja znanosti zaposlili, ker ja, pač ni tako trivialno to razviti. Ja, smo pa videli mogoče takrat, no, zdaj se to ni izkazalo, da bi ta Alpaca Fleet lahko prodajali tudi potem kot SaaS software po svetu, a ne, tudi drugim logističnim ponudnikom, ki pač nimajo tazga softvera, ampak smo kar hitro ugotovili, da je to zelo težavno, ker je preveč kustomizacije, pa preveč je business related topikov, kjer smo si mi zamislili, ok, mi bomo to naredili, dali na web, ne, in bojo samo vsi downloadali nam nek subscription plačvala, ne. Sam tukaj je čist preveč modifikacije za začeti, pa nismo mogli speljati zaradi tega, ker je pač korona prišla in smo imeli toliko dela sami sabo, v bistvu na hrani pa z maintainanjem te rasti. Tako da zdaj, kar se je zgodilo, smo pa v bistvu tudi ta IP pač skupaj prodali z hrano glavo. Dej mi malo povej, ker si jih lepo izpostavil, se pravi, prišla je korona, stopili smo v obdobje, mislim, da je bil 15. ali 16. marc, ker smo vsi kar enkrat se znajdeli v taki zelo zanimivi situaciji, ki nas je kar zelo preizkusila. Pa me zanima, zdaj ponavadi vse te platforme,
ko je prišla korona, so doživele izjemno rast. Kako je bilo, prvo mi povej, kako je bil tvoj prvi občutek, ko se je dejansko si se zavedel, da gremo v lockdown, pa potem, kakšna je bila tvoja reakcija? Najprej lahko povem, kje sem dobil to informacijo. Zelo zanimivo mi je bilo, recimo, tukaj sem videl moč internacionalnih podjetij, klical me je direktor McDonald'sa, tako ne vem, nekaj tednov pred lockdownom, in je rekel, ok, Borut, kaj bomo naredili s tem deliveryjem, pa a bi lahko se dogovorili za free delivery, pa tako, In v bistvu oni so že vedeli, da bo to pršalo, čeprav so si tukaj v bistvu v Sloveniji vsi kar malo zatiskali oči. Smo vedeli, da je v Italiji pač situacija že ful resna, pa ne vem, jaz sem tudi kar razmišljal, pa se to ne bo nikoli sem pršal. Že najprej sem imel s Kitajsko tak občutek, pol z Italijo, ampak ja, te internacionalne podjetja so imele pač nek buffer odspred, kjer so se lahko bolj pripravljali. Ne vem, težko se je bilo na to pripraviti. Jaz bi sam rekel, da tukaj se je izkazalo, kakšna sreča je potrebna v podjetništvu. Ti si imel lahko res ful dober situiran podjetje, kjer ti je pač sam cel segment čez noč propadel. Lahko si upa na kontrastrani pač sreči, kjer ti pa pač si doživel ful veliko rast, ampak v resnici nič od tega ful zaželeno v podjetništvu, ker te hitre spremembe pač povzročijo ful stresa. In to v obe smeri, tako da ja, na gor je boljše, ampak tudi mi smo imeli ful stresa v bistvu, kako dobiti dovolj kurirjev na hiter. Jaz sem imel še eno ful zanimivo osebno stvar, ker sem dobil hčerko takrat, tako da ta zadnji let je bil zame res tako ful naporen. Daj mi povej, kako pa polkar od enkrat, se pravi, verjeten je ne samo, da se iskali nove kurirje, ampak verjeten so naročila kar poskočila. Imaš kakšno razmerje, koliko se je dejansko povečalo število naročil, da nam lahko deliš kakšne te podatke, koliko ste v bistvu skočili? Mislim, takrat, ko je bil hard lockdown, takrat je bilo vse krat 10, recimo. Ampak glede na revenue smo pa pol v letu 2021 zrastali krat 3. Wow, super. Deva se še malo dotakniti Glovo versus Volt, oziroma imamo ogromen teh igralcev, od Uber Eatsa do Grubhuba, DoorDasha, Delivery Hero, ki je v Nemčiji. Pa če samo malo predstavlja Glovo pa Volt, da bojo razumeli poslušalci, kakšnih dimenzijah govorimo. Zdaj, Volt je finski startup, sedenj že v Helsinkih. Januarja letos so prejeli $530 milijonov investicije v seriji E. Ima skoraj 3000 zaposlenih, 45,000 restauracij, 95,000 kurirjev. Potem imamo pa na drugi strani, kot sem že prej omenil, Glovo, ki bo ustanovljen leta 2015, ki ima pa že skoraj 100+ milijonov različnih naročil, 21 državah, pa mislim, da je že skoraj 5 ali 6 tisoč zaposlenih, če ne celo več. Tako da imamo dva res velika giganta. Kako ti vidiš ta dvoboj, ki zdaj pa ni več Golajat, ampak so v bistvu dva Golajata? Ja, mislim, za nas bo to sigurno zdaj lažje. Pač, imamo več sredstev za marketing, ful vidimo, da je enih stvari v razvoju, ki smo mi vedeli, da jih moramo narediti, pa jih pač nismo imeli časa. Ful je ene analitike v zadju, ful je enih izkušenj iz tujine, tako da tukaj se bomo sigurno tudi mi ful naučili. Ne vem, oba playerja se poznata iz ful velikih marketov, ni zdaj tako, da je pač Slovenija prvi crash, ampak ja, pa mislim, da se vsak od teh startupov ima neko svojo pot, pač nek storyteller je zmeri v zadju, njihov founder, in pač vsak ima neko svojo vizijo. In ja, vsi med sabo nekje tekmujejo, kar je glavna, ne vem, nek competitive advantage Glovota je v bistvu ta deliver everything, v bistvu, da omogočimo vsem uporabnikom v mestih enostaven dostop do vsega. Tukaj se mi zdi, da kar se je začel kazati, te startupe, ki se je omenil, v bistvu ne vem, če se sploh še toliko startupi, ki so vsi štartali več kot 5 let nazaj, recimo. Že izjemno. Ja, pa res veliki. Ampak zdaj je nova runda teh, ki prihajajo, recimo, ne vem, Joker, Gorillas, Getir, to so pa startupi, ki se pa na grocery delivery fokusirajo, in tukaj se mi zdi pač ta prednost Glovota, da je v bistvu to tudi začel dosti zgodaj in ima tukaj nek competitive edge. Tudi mikrofulfillment centre dosti odpirajo. In ja, ta dostava grocerja v 10 minutah se mi zdi, da je v bistvu naslednja velika stvar in vsi te veliki playerji tudi grejo to, ker je pa cel segment dosti večji od samega food deliveryja in tukaj mislim, da se bo v prihodnosti sigurno kaj
velikega zgodilo. Predvsem pa sem tako zdaj videl, da takoj, ko se ene velike investicije dogajajo na en področje, ne, povzročijo tudi neke spremembe navad. Zato, ker ta denar se pol spenda na user acquisition in ne vem, nekem procentu ljudi bo to ful všeč. Dobolj bojo to storitev ful pocen, ful zastonj, zato da bojo jo sprobali in nek procent ljudi bo to rekel, ok, to je sraben tudi naprej. Ne. Top. Peva se še malo dotakniti na tebe kot direktorja, ki si vodil to izjemno platformo, izjemno podjetje. Kako bi pa rekel, da se je pa tvoj slog vodenja oziroma stil vodenja, ki si se iz leta 2010, ko si poštartil z 2 prijateljama do danes, ko si dejansko prodal in naredil izjemen exit, kako si se ti spremenil, tvoj stil vodenja? Ja, ne vem, jaz si zmeri te stile vodenja tako malo predstavljam s kakšnimi prispodobami, ampak ne vem, jaz sem rad tako v središču ekipe, nočem biti pač direkt frontman, ne, recimo, ampak tako rad sem v središču, pa imam ful dober pregled, tudi recimo tako open space imamo, hočem sedeti na sredini, se nočem dislocirati v eno ločeno pisarno. Ful mi pomeni ta small talk, no, tam se mi zdi, da dosti veliko stvari izvem, kakšno je vzdušje. Tako to se mi zdi, da imam skozi nek dober pregled nad dogajanjem. Zdaj ne vem, nimam dobrih izrazov za to, no, kako bi rekel, da se mi je ta leadership nekako izoblikoval, no, ampak ja, zmeri se mi je zdel, da je glavna naloga, da pač ta trenja pa slabo vzdušje prepoznam dosti hiter, pa probam to, ne vem, dosti hiter razrešiti. Kaj ti je bilo pa te pomembno, ko ste širili ekipo, kakšne lastnosti so ti bile pomembne? Ker takrat se pravi, vi ste zelo bootstrapali, se pravi, ste probali biti zelo optimizirani. Kaj ti je bilo pomembno, ko si gradil ekipo? Ja, to itak ne, to hiring proces je pač en izmed teh ključnih nalog. Ne vem, tukaj smo sploh zaradi bootstrappinga smo iskali pač bolj attitude, kot neke izkušnje. In tukaj smo pač toliko takih dobrih posameznikov spoznali, da sem prav bil navdušen. Mislim, počaščen, da so sploh delali recimo za nas, tudi če so pol najdeli neko drugo pot, ampak se mi zdi, da smo to res dobro prepoznali. Kaj mi je bilo pomembno, ne vem, ful recimo pomemben mi je intervju, da sta oseba saj tako malo smeji, tako, tudi če je bil res perfect, ne vem, technical, pa se velikrat nismo odločali. No. Se mi zdel ta cultural fit ful pomemben. Super. Mislim, da je zelo veliko podjetij, če dalje več razumeva, da je to pa res neka zelo pomembna komponenta in da moraš res najti pravo ekipo, ne? Sploh danes v takih časih. Dajva se še malo dotakniti. Zdaj, 1 desetletje je minil, oziroma kakšno leto več od ustanovitve, pa me zanima, če bi šel nazaj, a bi kaj spremenil? Kaj bom pregovoril, da po vojni je lahko biti general? Ja, ne, itaka ne, če bi šel nazaj, pač bi bili ful bolj agresivni v marketingu. Mislim tudi zdaj na koncu zanimivo, ne, pač za valuation, ne. Jaz sem skozi gledal, ok, firma mora biti profitabilna, EBITDA, marža, kakšna je, ne. To mi je bilo ful pomemben in sem bil kar malo razočaran, ker v celem prodajnem procesu, ne, me sploh ni noben nikoli vprašal po profitu, ne. V bistvu samo tako active users, active restaurants, active couriers, tako pač ni bilo, profit ni bil nobena metrika za valuacijo, ne. Tako da ja, iz tega stališča bi sigurno lahko ful optimizirali. Drugače pa iskreno, pa tako, kako se pa sam počutim, je pa, mi smo imeli od začetka podvajanje prometa na letni ravni, ne. In se mi zdi, da je bilo to tudi nekaj pozitivnega, da smo lahko sledili tudi tako z osebnostjo rastjo temu, pa da ni bilo toliko stresno. No. Se mi zdi, da tudi, če bi pa mogoče takrat pa en velik investment, najbrž sploh nismo bili pripravljeni, recimo, ne, bi pa bilo ful bolj stresno celo obdobje. Tako da ja, gledati nazaj, jaz sem ful zadovoljen. No, tako da, če bi gledal čisto iz stališča številk, pol bi lahko optimizirala, ne, ker bi pač bili na višjem scaleu zdaj, zaradi tega, ker bi bili bolj pogumni v investiranju, ne, ampak ja, glede na to, pa kako smo se imeli, pa kako je vse se zdaj stekalo, pa mislim, da smo vsi zadovoljni. Dajva se še malo dotakniti exita. In sicer večina startupov v Sloveniji ima itak v glavi že to idejo, da v neki fazi bojo probali narediti exit oziroma se probali prodati v tujino.
A ste vi trije, ko ste to poštartali, pol v neki določeni točki rekli, ok, zdaj pa postajamo že kar močni, dajmo se tudi fokusirati, če slučajno pride kakšen igralec, da smo pripravljeni. Ste že takrat malo razmišljali, da bi radi naredili neko exit strategijo? Ja, pred 2 leti nazaj recimo je ta ideja prišla v pogovor. Pač prej pa res nikoli ni bilo, se mi zdi, da je tudi tako ful kontradiktorno, ampak se mi zdi, da je večji uspeh za prodajo, če ne razmišljaš o prodaji, ampak v ključni fazi pa je pomemben razmišljati o prodaji, zato ker, ne vem, imaš v bilancah stvari, ki jih ne bi hotel imeti, recimo imaš kakšno nepremičnino, ki ni zanimiva mislim, lastniki smo bili prejšnjih pisarn, pa smo se recimo tega že prej losali, zaradi tega tudi, ker smo vedeli, da bo težji zaradi tega prodati, ne. Ja, in so priprave pa predvsem tako mentalne, da kad te en vpraša, ok, da so že ownerji v bistvu alignani glede evaluacije, da imaš neke piče pripravljene, pa ja, predvsem mentalno, no, da si pripravljen. Takrat, ko pride to, da nisi še ti v tej fazi, da moraš vse pregledati. Daj mi še povej, kako pa sploh izgleda ta postopek pogajanj evaluacije? A ste v bistvu vi dosegali tisto, kar ste hoteli z evaluacijo, a so v bistvu oni rekli, toliko ponujemo pa pika, take it or leave it? Kako ta pogajanja izgleda? A je kakšen prostor, da se ti lahko kot hrana proti Glovotu dejansko tudi malo spogajaš, ali so oni toliko močni, da rečejo, taka je ponudba? Ja, se pravi, če si mejhan, pa recimo, da si zanimiv za nakup, pol je edin tvoj največja pogajalska moč to, da imaš več možnih kupcev. Zato bi predlagal vsem, ki enkrat pridejo do te faze, pa se odločijo, da se kontaktirajo z nekim brokerjem, ki ima ful izkušenj na prodaji podjetij in da se spele v bistvu tako organiziran prodajni proces. To zgleda, da nam se ni tako išlo, no, sam zdaj bi kot predlog, pa bom pa še komentiral, kako je bilo pri nas, ampak ja, ta organiziran prodajni proces, to je nek pitch ali short deck, se pošlje vsem možnim kupcem, te brokeri imajo ponavadi še dosti dobrih kontaktov z kakšni investment fundi ali pa to, in se tam kar definira, sprejemamo ponudbe do, ne vem, konec septembra, potem bo, ne vem, ta negotiation phase 1 mesec in pol od takrat naprej bo pa, ne vem, ekskluziven ali pa neekskluziven due diligence s tem pa tem partnerjem ali pa sam z enim. In ja, lih to se mi zdi, da te spravi v boljši položaj, zato ker če imaš ti v isti časovnici dva potencijalna kupca, pol si v boljši poziciji, zato ker ti lahko enega proti drugemu igraš, in to je tvoj edin advantage, zato ker ja, če je taka velika razlika med podjetji, pol je tako, kot si ti rekel, pride offer, pa se reče ja ali pa ne, pa tudi veš, da si lahko v slabem položaju, če pa oni pridejo sami na trg. Ja, in tukaj se je tako zgodilo, da smo mi pač dovolj ta offer, pa smo pa hitro pač kontaktirali še tudi ostale. Tako da ja, imeli smo pač priložnost negotiationa in smo bili pol v bistvu zadovoljni z evaluacijo. Pač mislim, kako smo se tega lotili, je bilo dosti pač enostavno. Pač rekli smo, dajmo se mi trije usesti, kakšna je sploh možna cena. In smo napisali na listek minimal, ne vem, nek normal pa over expectation in smo pač kar dobro to zadelali. Super. Daj nam še malo predstav poslušalcem, vem, da je to poslovna skrivnost, ampak daj nam sam predstav, kako se dela evaluacija, kaj se gleda, da bojo razumeli. Ja, ne vem, zdaj tukaj je težko reči evaluacija, to je ful pomemben od branže, Zdaj, recimo za food delivery, je dosti playerjev tudi na borze. Tam komot lahko pogledaš, kakšen je v bistvu ratio med market capom pa njihovim GMV-om, se pravi, koliko prodaja prek platforme. Ti lahko v bistvu par teh ključnih metrik primerjaš, ampak ja, podjetja na borzi so pač x-kratnik več evaluirane, ker so pač že toliko bolj velika, pa v bistvu tudi stabilna. Tako da ja, med branžami se da primerjati, pa tudi zdaj, ko spremljam te dile, ki se dogajajo v Evropi, recimo, ne vem, zdaj mislim, da je Bistro Slovaška, mislim, da je Just Eat Takeaway, mislim, en teden nazaj Bistro Slovaško kupil, to je isto nek tak food delivery, kot je hrana lokalen. In ja, to so tako dosti primerljive številke, glede na velikost. Tako da je znano, zdaj problem je pa, če imaš ti nek biznis, ki je ful specifičen, pol je pa se veš kako. Kupec pa prodajalce morata strinjati za eno ceno in to je pač cena.
Ampak v bistvu, tako kot si rekel, ena glavnih stvari je bila, da ste vi trije že vnaprej definirali, da ste bili v bistvu poenoteni in da ste že imeli neko številko v glavi, ne? Pa tudi neko taktiko. Ja. To se mi je zdelo ful pomembno. Dej povej še zdaj, to je verjetno bilo to zelo stresno obdobje. Kako si pa ti poskrbel, da si ta stres sprostil? Ja, dosti sem športu takrat. No. Pač to se mi zdi, da zmeri dobro vpliva, če si ti dobro fizično pripravljen, si tudi psihično boš pripravljen. No. Tako da med korono sem ful v bistvu začel kolesariti, tenis sem dosti igral, laufal sem. Tako da ja, to je bilo tudi v bistvu na dnevni rutini. No. Pač tako, zvečer sigurno pol-urni tek vsaj. Kakšno je pa zdaj obdobje? Zdaj nimamo veliko primerov v Sloveniji, kjer je res kakšen gigant prišel pa prevzel lokalno podjetje. Pa mi povej, kakšno je pa zdaj to obdobje po akviziciji? Se pravi, ko je Glovo že prišel, ko ste že vse podpisali, ste predali, so vas kupili. Kaj zdaj v tem obdobju sledi? Kakšna je tvoja naloga ostalih dveh founderjev? Ja, pač ponovadi se te deli sklepajo pač zmeri z nekim migration periodom, ne? In tudi mi imamo zdaj ta obdobje migracije, ne? Kjer bomo v bistvu userje pa partnerje iz e-hrane prenesli na Glovo in to bo trajalo približno pol leta, odvisno pač od uspešnosti kampanje, ampak ja, to se bo pol kasneje še prilagajalo. Eno je pač ta business transition, ne? Pač obstoječ biznis na drugo platformo, pa ne vem, na druge pogodbe, pa na druga pravila. Ampak zelo pomemben faktor je pa še v bistvu prenos ekipe. Ne? Ker ja, tukaj je ful treba vedeti razliko. Recimo, če bi bil kupec Wolt na koncu, bi tukaj bilo drugačen deal, ne? Zato ker oni imajo že vzpostavljeno ekipo v Sloveniji. Ne? Najbrž bi mogoče zbrali enega, dva zaposlena iz e-hrane, pa bi bilo to, ne? Da bi dopolnili. Tukaj se pa reče, da gre za tako imenovan acqui-hire deal, ne? Kjer v bistvu oni hočejo poleg biznisa tudi vse ljudi kupiti, zato ker mislim, kupec se zdaj tako slabo slišal, ampak ne, ohraniti njihove zaposlitve, ne, zato ker oni vejo, da je to glavna dodana vrednost in tem podjetjem je time to market toliko pomemben, ne, da so pač to tudi ful pripravljeni plačati, ne, ker če bi oni začeli tukaj z recruitingom, najbrž bi začeli z enim, dvema človekoma in pol bi to mogel rasti, ne, vmes bi lahko prišlo do trend, pa ne vem, pač to neka nestabilna pot, ki jo nočejo, ne, pa še časovno potratna. Tukaj pa zdaj, ne, to organizacijske strukture so pa malo različne in to je pač en tudi velik poudarek te tranzicije, da se pač najde, kam zdaj vsi te fitajo v njihove job description, recimo. Kako pa, se pravi, ti kot direktor, kako pa zdaj v bistvu, kaj pa je tvoja funkcija, se pravi, ti pa zdaj v bistvu to nekako kolegiraš, vodiš, skrbiš, da ta potek, da se lepo 6 mesecih izvede? Ja, moja funkcija je zdaj v bistvu general manager Glovo Slovenija. V bistvu imam zdaj nadrejenega, ker nisem bil prej navajen, ampak ja, to je en Viktor iz Romunije, ker je pač cela ta regija vodena iz Bukarešte. In ja, to mislim, spremlja se ful več KPI-jev, recimo, ki smo jih mi prej, ne. To je bil prvi tak preskok, no, da se mi zdi, da je vse en ful bolj kooperativno okolje, kakorkoli pač te podjetja hočejo poudarjati, da so startupi, no, je pač sem dosti dobil občutka, da je vse en ful v smeri tega, ki sem prej delal v Heli Saturnus, ki je bilo res dosti pravilnikov, pa dosti poročanja, pa tedenskih meetingov, pa one-on-one meetingov, tega je zdaj ful več. No. Ampak ja, sem zdaj vpet v to strukturo in v bistvu oni vejo, da mislim, oni, Glovo zdaj pač mi, vemo, da je treba gledati velik poudarka, ne, da ta ekipa ostane in da jo še razširimo, no, ko v bistvu mislim, da do konca leta nekih 10 plus zaposlitev sigurno planiramo. Dajva se še dotakniti budžetov. Zdaj, jaz vem, da e-hrana proti Glovotu verjetno ne mora sploh primerjati, kakšni so marketinški budžeti, kakšni so budžeti za investiranje, razvoj, developerje. A nam lahko kakšne številke poveš? Mislim tako, a je to res, so toliko veliki budžeti, ki jih imajo za širitev na tuje trge, pa za marketing? Pa... Ja, to je po moja poslovna skrivnost, ampak ne vem, lahko mogoče se zanimivo se rečem, da je pač sigurno je ful zanimivo, no. Pač ne vem, pač, ker zdaj gledam nazaj, ne, pa pogledam lifetime marketing budget od e-hrane, se pravi, koliko so mi spendali na marketingu v 10 letih zadnjih, ne, pač to bom zdaj dosti hitro, no. Pač
Pokoristili za glavo tam. Ful dobro. Ne mi še povej, kaj so pa zdaj neke novi izzivi, pa nove priložnosti, pa novi cilji zate? Ja, mislim, zdaj, kaj lih podcast leadershipa, meni se zdi tukaj ful dobra priložnost zame, v tem smislu, da spoznam, kako pa ena taka organizacija res na steroidih deluje. Mislim, da je glav skupaj vrednosti skoraj že milijardo evrov rejzo, in tukaj je ta gas komponenta, to, ko imajo v bistvu, da je treba čim hitreje, da je ta time to market toliko pomemben, se mi zdi, da je res pomemben tudi pri celem leadershipu, oziroma da vsi ta koncept privzamejo, in da je ta pretok informacij ful hiter in da se vse dogaja toliko hiter. Mislim, tudi če so timelini tako, kot so bili na začetku, za Global Launch Slovenija, se je meni zdelo, ok, to skoraj ni možno, ampak na koncu smo to dosegali. In se mi je zdelo že ta zanimiv, kako se da v bistvu stvari pohitriti. Tako da tukaj sigurno, pa ja, zmeri mi je pa zanimivo, recimo od tega Viktorja sem jaz sigurno kaj naučil. Naučil se bom od drugih GM-ov po Evropi kaj. Od Oskarja pač všeč mi je, kako on vodi recimo te tedenske sestanke, tako da ja, tukaj se mi zdi, da sigurno priložnost za napredek. Pa razmišljaš pa tudi o kakšnemu novemu izzivu, novemu podjetju? Si že kaj razmišljal, kaj bi pol naslednja večja stvar bila? Ne, nisem še razmišljal. V bistvu, bo še čas za te odločitve. Zdaj prvo malo dopusta, kot si rekel, bo treba malo se odpočiti pa nazdraviti. Ja, poletni dopust itak, ne. Ampak ja, ne, bo po mojem, po tem transition periodu, se pravi, po teh pol leta bo sigurno pač boljša priložnost za take odgovore ali pa za te razmišljake. Daj mi še povej, da bojo naši poslušalci tudi razumeli, in sicer veliko teh ogromnih platform v bistvu malo tekmuje s časom. Kar pomeni, da se ne fokusirajo toliko na profitabilnost, na dobiček, ampak zelo na growth. Kako ti vidiš, zdaj mi imamo dva velika playerja oziroma še večjih v Evropi, kako vidiš nek end picture, a bo en prevzel vse, oziroma je to cilj teh velikih igralcev, da postajajo toliko veliki, da dejansko potem svojega nasprotnika premagajo, oziroma da so toliko večji? Kaj so neki cilji teh velikih platform? Ker res so vsi fokusirani na growth. Ja. Ja, sigurno je tukaj malo ta winner takes it all strategija, Pač v tej dinamiki poslovanja se ful izboljša stvari, če si edini na trgu, Ampak to dosežeti se malokrat zgodi, En je ful zanimiv primer iz Nemčije, kjer sta v bistvu Delivery Hero pa Just Eat Takeaway tekmovala tako dolga leta in sta videla, da je to čist nonsens, in sta se v bistvu zmenila, da Just Eat Takeaway kup od Delivery Hero ta poslovanje s neko klauzulo, da Delivery Hero ne sme vsaj, ne vem, x let, ne vem, koliko je bilo takrat let, poslovati v Nemčiji, No in takoj, ko se je to izteklo, so pač še enkrat oznanili, mi gremo spet v Nemčijo, Tako da sploh ne vem, če se to kdaj konča, zato ker tudi, če si en player ful dober, izbori ful dobro pozicijo na enem trgu, bo slej ko prej prišel drug, Tako da jaz mislim, da ne vem, na koncu te modeli se bojo mogli v eni točki premakati v profitabilnost, in v bistvu bojo vsi mogli igrati dosti podobna pravila, Tako da, ja, mislim pa, da 2 do 3 playerji na trg bo nek end goal. Top. Peva še malo na te, na Boruta, kaj ti rad počneš v prostem času. Dej nam malo predstav, imaš kakšno knjigo, a rad bereš, a rad imaš kakšno serijo, rad gledaš, kaj rad poslušaš, kako se ti sprostiš? Ja, mislim, ok, dosti sem filmofil, rad gledam filme, knjige tudi berem, v bistvu knjige sem ugotovil, da ne berem nič nekega leposlovja, ampak v bistvu zadnji čas same knjige v borzi, pač že lih pred korono me je to ful začelo zanimati, ampak ja, mogoče bi mogel kakšne bolj take sproščujoče knjige brati. Drugač pa rad, mislim, to, ko sem prej rekel, kolesaram, tenis igram, laufam, ful rad jadram, ta dopust mi največ pomeni. V hribe zelo rad hodim, tako da on zmeri neko novoletno željo, par vrhov slovenskih, ta let je Razor, top. Nekje v septembru v planu. Pa ja, ful rad se ukvarjam z videoprodukcijo. Imam celo nek program, ta YouTube channel Marko, ampak to predvsem sailing
filmčke ali pa iz hribov, ki je ta zgobjam. Recimo to, s tem bi se rad ful več ukvarjal, ampak zaenkrat ni bilo časa, no, mogoče kdaj v prihodnosti. Dejva se še dotaknem, zdaj ti si tudi mentor v Startup Slovenija. Pa me zanima, verjamem, da imaš zdaj poplavo, ogromno ljudi te kontaktira, želi tvoje izkušnje, želi tvoj pogled. A si tudi ti imel kakšnega mentorja oziroma imaš kakšnega mentorja, ki je pa tebi malo pomagal? Ja, ful velik. Edin škoda, no, pač, ker nisem tega prej spoznal. Mi smo s tem 5-2, ko smo ga dobili 2017, smo je bil eden izmed pogojev, da moramo iti v nek mentorski program, zato smo se včlanili v SEED program in tam so bili tako dodeljeni par mentorjev, ampak mislim, da takrat sem šele dojel to, koliko je dobro se družiti z drugimi podjetniki, pa pač poslušati. Ne. Se mi zdi, da od vsega lahko nekaj pametnega vzameš, a ne, in pol to apliciraš. Je pa še to zanimivo, no, od dostih teh mentorjev, tako, mislim, ni nujno, da imajo sploh tak naziv, ne. Ja. Lahko so tudi starši na koncu, ampak lih tukaj se je tudi v podjetništvu izkazalo to, kar starši, kad ti nekaj rečejo, pa ti rečeš, to je kar nekaj, nimaš pojma, ne? In pol, ko priješ do une faze, vidiš, oni so imeli prav, ne? Yeah. In tukaj sem tudi teh podjetniških nasvetov dosti dobil, ker so se mi takrat zdeli nesmiselni, pa sem potem enkrat na poti rekel, veš, on je pa že takrat bil na tem levelu, da je pač vedel, da meni to manjka in da bi bilo to pa res dobro že takrat implementirati, ali kaj tazga. Hudo. Kaj pa ti, imaš ti kakšnega najljubšega podjetnika oziroma ti kakšna oseba za vzor v podjetniških vodah? Ne, da bi zdaj tako nekaj. Prav posameznik, ampak jih več spremljaš. Ja. Zdaj, še zelo pomembno vprašanje, najljubša aplikacija? Ja, ne vem, to sem pa res ful ponosen. No. 4,9 imamo oceno na Play Store, to lih malo nam manjka do 5, no. Pa imamo čez 200,000 prenosov, tako da ne vem. Tukaj se mi zdi ful lahek odgovor, kjer je moja najljubša aplikacija, ampak jo žal kmalu ne bo. No. E-hrana je trenutno moja najljubša, pa. Kaj pa še, kaj uporabljaš kakšne od aplikacij? Zdaj, Google Calendar si rekel, da je tudi... Ja, sigurno največkrat odprem Seeking Alpha. To je pač... Kaj pa je to? Ja, to je ka monthly full. To so pač stock reviewji pa komentarji. Hudo, top. Tam imam subscription, pa mi je... To sigurno največ časa tam preživim, tako, če moj mobitel pogledam. Zdaj pa še najpomembnejše vprašanje, in sicer mi imamo že kar lepo število poslušalcev, med njimi ogromno nekih izkušenih podjetnikov, pa tudi kar nekaj mladih podjetnikov, ki so šele začeli svojo pot. Pa me zanima, kaj bi bila tvoja neka zaključna misel ali pa nek nauk, nasvet, izkušnja, ki bi jo lahko delil z nami. To se zdaj kar stopnjevalo. Najpomembnejše vprašanje, pa še najpomembnejše vprašanje. Ja, tukaj se mi zdi, da se z dostimi podjetniki v bistvu ponavljamo, ampak vsem se mi zdi vredno še ponavljati. No. Pač, čim hitreje pač probati nekaj na svoje, če te sploh podjetnično veseli, ne. Takrat to spoznaš, pa zakaj je pa dobro res, tako kot smo mi štartali sred faksa, ne, nimaš nobene odgovornosti, najbrž živiš pri starših, nimaš otrok, niti treba skrbeti za stare starše. Tako, v bistvu se mi zdi, da je win-win. Pač tukaj tudi, če ti ne uspe, boš se sigurno nekaj naučil, pa nothing will happen, pač sam ne bo ti uspela, ne, recimo, ampak ni, še ta neuspeh je v bistvu uspeh. Tako da čim hitrej v bistvu začneš, več imaš časa, da popraviš te napake na poti. No. Ja, pa ta se mi zdi tak za mlade, drugače se mi zdi pa za tako founderje, pa CEO se mi zdi pa dosti pomemben tudi to, kar sem prej rekel, no, know enough about a lot. Pač da se znaš pogovarjati z developerji, da se znaš pogovarjati z marketingom, delkom, salesom, pa da razumeš, no, kaj te ljudje v zadju delajo, ne samo da spremljaš neke KPI-je, pa pol govoriš, zakaj je to zdaj -10%, pa nimaš dobrega razumevanja, kaj se sploh da, pa kaj se ne da. Top. Zdaj, dragi poslušalci, z nami je bil izjemen Borut Markelj, ustanovitelj in CEO e-hrane, mentor, predavatelj, verjamem, da bo zdaj tudi, da ga bomo zelo veliko spremljali na različnih podcastih, na različnih revijah, časopisih, kjer ima res izjemno zgodbo s svojima 2 soustanoviteljema. Tako da, Borut, še enkrat najlepša hvala za tvoj čas, za tvoje izjemne izkušnje in jaz vem, da bova ogromen ljudem v Sloveniji odprla oči pa jim pomagala. Ok, Mark, hvala za povabilo, pa hvala vsem poslušalcem.
Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.